Dobrodošli v julijski oddaji Poglobljeno v stanju skaza. Smo v času dopustov in to je idealen čas, da si lahko vzamemo več časa zase, da se umirimo in morda pogledamo, kakšno transformacijo smo naredili pri sebi v zadnjem letu. Toplo vam priporočam, da poleg brisačene plaže odnesete tudi Tanjino knjigo, da se ponovno spomnite na hvaležnost, sprejemanje in to, kako pomembno je, da se imate rade. In prav v ljubezni do sebe bova danes govorili. Tanja, zakaj je tako pomembno, da se imamo radi? Če nimamo radi sebe, zelo težko lahko imamo koga drugega radi. Če ne sprejmemo sebe, zelo težko sprejmemo koga drugega. Najhuje, kar je, da če ne delamo na sebi, se nam cel kup teh obsojanj, ljubosumja, sovraštva, veliko vzorcev vali nase, ne da bi sploh vedeli. To pomeni, ne želimo bežati od sebe, ampak želimo sebe spoznavati. Vem, da je najtežja naloga, ampak je tudi najlepša. Ampak a ni žalostno, da se recimo, jaz sem se pri 40 letih začela učiti in razmišljati o ljubezni do sebe. V bistvu do takrat mi se o tem nismo pogovarjali, ne glede na to, koliko šol imaš narejenih, doktoratov in vsega, o ljubezni do sebe, kar je bistvo, se pa nismo učili nikoli o tem pogovarjali. Pa tudi ne govorimo. Ampak naj ti samo povem, da pri 40 si zelo kmalu to ugotovila. Nekdo ugotovi to pri 60. Nekdo nikoli ne ugotovi. Vse veš, da tudi sama na akademiji imamo, mislim, da eno mlado damo in potem imamo takšne, ki so povprečne starosti. Nikoli ni prepozno, hvala pa je, da ugotovimo, tako da bodimo hvaležni za to, da se nam to dogaja. Tako da jaz sem ponosna na to, kadarkoli ugotovite, da je potrebno delati na sebi, da začnete delati in gradite ljubezen do sebe. In v bistvu, če dovoliš, bi ti povedala, v bistvu bi vam povedala, na zadnjem obredu sem dobila zelo zanimivo sporočilo in sicer, da naj si na vrhu ogledala napišem, da sem sama največja ljubezen svojega življenja. Torej, jaz, ne moj partner, ne moj otrok, ampak jaz. Ampak zakaj je tako težko ta premik v glavi narediti? Kaj nam onemogoča, da se imamo brezpogojno radi? Vzorci, ki jih imamo, ki jih podedujemo od vseh 7 generacij, ki mogoče sploh ne vemo, včasih sploh babic ne poznamo, niti dedkov, sploh nas ne zanimajo, potem bežimo stran od staršev. Jaz srčno upam, da ste pogledali prejšnjo oddajo, ker smo govorili, sprejmi starše in boste sprejeli sebe. In ti vzorci so vedno starejši, ker smo vedno bolj buhtijo ven. In vedno bolj se jih ne moramo otresti, ampak so to naše preizkušnje. In prej, ko sprejmemo vse te vzorce, se vem, da mogoče zdaj tako razumete, kaj so to vzorci. Bom delila en vzorec. Če ste ljubosumni, imate vzorec notri, da niste dovolj vredni, kar pomeni, imate manj vrednost. Če vas je strah, da ne ostanete sami, imate pomanjkanje ljubezni. Če, na primer, se bojite, oziroma če živite v službi, ker bežite iz ene službe v drugo službo, pomeni, da imate pomanjkanje svobode. Ali pa od partnerja do partnerja. Ja, ali pa od partnerja do partnerja. Pomeni, dokler ne ugotovite teh svojih vzorcev, skozi bežite. In jaz sem včasih delala, lansko leto sem imela križarko in na tej križarki mi je bilo krasno, resnično odlično in hvala, drage dame, in hvala, to so zdaj moje soboginje, ampak jaz sem se odločila letos, da jaz resnično želim iti samo v globino. Samo v globino. Kajti, tako težko je odkriti naše strahove, ampak samo ti strahovi nas lahko premaknejo, da nam naredijo preboj v našem življenju. Spomni se samo sebe. Zdaj to sem želela povedati, da v bistvu že 2 leti intenzivno delaš z ljudmi, ne? Ja. Individualno. In a lahko rečeš, da je večina izmed nas ima drastično pomanjkanje ljubezni do sebe? Ker to se tudi vidi, ne? Bolezni, pač veliko stvari, ne? Pomanjkanje ljubezni. Zaradi tega, ker se to tudi nismo imeli, tako kot si prepovedala, nikjer naučiti. Nismo se učili, starši so nas mogoče premalo objemali, starši niso imeli ljubezni in potem se to podeduje naprej. Ja, pomanjkanje ljubezni in predvsem, jaz sem obdana z samimi ženskami, ki ste resnično zahtevne do sebe, uspešne ste, vse ste uspešne, ampak potem pozabite pa res tisto nase. In zato je prav, da si napisala na ogledalo in to bi mogli si vsi napisati. Najprej ljubezen do sebe. Ker ko imam ljubezen do sebe in lahko dam svojim otrokom, prej pa ne.
No, in zato si pripravila, v septembru pripravljaš poglobljen retreat s Tanjo, Tako je. kjer boš v bistvu učila 20 žensk najti to ljubezen do sebe. Je tako? Ja, največ, kar vas jih je lahko, vas je 24. Mhm. 24 žensk. Šest, Ja, ja. Pri meni je 3, 6 ali pa 9. 24. Ja, kaj sem ugotovila? Da na vseh teh obredih, ki peljemo skupino na obrede, ki jih peljem, vsekakor ne delam to sama, delam tudi šamani, zraven delam z mojim odličnim sodelavcem Danijem Polajnarjem, tudi on se mi bo pridružil. Želimo pa tako narediti, da mi imamo 3-dnevni obred, ta je pa poglobljen, da resnično ugotovimo izziv in na koncu po obredu, po ceremonialnem obredu, pridemo do implementacije uvidov v samo življenje. To je bistveno. Ja, najbolj pomembno. Nič nam ne koristi, če dobimo cel kup stvari, pa ne vemo potem, kaj s tem narediti. Tako da, tlej si res želim ljudi, ki resnično želijo delati na sebi, ko si priznajo, druge postavim na prvo mesto pred sabo, take, ki rečejo, bojim se za partnerja, da ne ostanem sama, ali takšni, ki rečejo, bojim se za službo, da iskreno, odprto govorijo o svojih izzivih, o svojih strahovih, da lahko potem prijemo do pravih vzorcev, na katerih bomo delali. Torej, na poglobljenem retreatu recimo reči, da bo 24 žensk. Ja. In glede na to, da sem jaz del Akademije spremembe vredna, kjer nas je 27, vem, kako močno je v skupini. Ker imaš 27 ogledal, ki ti ves čas kažejo, kje imaš še bolečine, kaj te še boli, kje se še ne sprejmaš. In tudi tukaj bo 24 različnih žensk, ne? To je In to bo močno, ne? To je najbolj čudovito. So me vprašali, zakaj ne moške. Zakaj ne bi pa Tanja zdaj vzela pare? Pa rečem tako, dokler se ženska ni pripravljena resnično sprejeti, imeti rada, to je to, kar napišemo v gledalo, ne more to ljubezen dati naprej. Moški pa to potrebuje. Moški potrebuje brezpogojno sprejemanje ženske, da se lahko počuti tudi on varen. In zdaj najprej želim, da imamo ženske. In te ženske opolnomočimo, da bodo potem v naslednjem retreatu pripeljali svoje partnerje. In ker spremembe ne gredo čez noč, ne, je zato tudi 5-dnevni retreat in v bistvu se bodo ženske učile tudi s pomočjo rastlin učiteljic, ne, dietirale, Tako. da bodo lažje najdle to Sebe. Da bodo spoznali, da bodo prišli ljubezni do sebe. Resnično sem mnenja, da so rastline naše največje učiteljice. Da so rastline največje pomagalo tega človeštva, ljudstva, sprememb, da lahko zaživimo to srečno življenje. Ja, kako bo potekal retreat? Mi bomo že pred retreatom, bomo se že povezali. Vsi tisti, ki me poznate, veste, da meni so pomembni individualni pogovori, da vas začutim, da sploh vem, kdo gre v skupino, kakšni so izzivi. To boš avgusta že začela sklicati. Avgusta že to začnemo, potem bomo prvi dan resnično delali na izzivih, na strahovih, res bomo odprli strahove. Konkretno, drage moje, si želim, da mi poveste, strah me je, da ne izgubim partnerja, strah me je za službo, strah me je, da nisem dovolj dobra. Vse strahove bomo odprli, vse. Strah me je, da nisem dovolj dobra mami. In potem bomo še isti večer dietirali z bobinsano, to je rastlina, kjer se boste povezali same sabo in boste izbrali en ikaro. Ikaro je zdravilna pesem, ki jo bomo ob ognju pele. In potem bomo tisto naslednjo jutro dietirali. Kaj to pomeni? Boste v sebi dietirali z ikarom, z zdravilno pesmijo in se povezovali same seboj. In popoldne bomo imeli sharing, kjer bomo na sharingu dobili ugotovitve, do česa smo prišli, kaj je tisto, in potem bomo imeli obred. In še predtem pa verjetno tudi postavitev namere, ne? Ja, seveda. Ja, pred obredom je zelo, zelo pomembna postavitev obreda, če kdaj kdo misli, tako kot sem mogoče jaz na začetku, ne, kaj me zdaj s to namero, ampak v bistvu namera je, kaže pot, kam želimo, ne, a to želimo biti. Ampak mi jo bomo dobili skozi rastlino. Ja, mi bomo že to pomeni na sharingu, ko bomo mi delili sharing, bom že jaz takrat že našla, kaj so prave namere. No tako, veš, v pogovoru, sharingi so tisti, ki odkrivamo sebe in bom rekla, Eva, to je tvoja namera, sprejmi se, ali pa zaupaj si, ljubezen do sebe in tako naprej. Potem imamo 2 dneva obred, ceremonialni obred, potem pa implementacija uvidov v življenje. Ponovno, zakaj v skupini?
zaradi tega, ker bo dosti bolj globoko, ker bomo takoj videli, zakaj smo se povezali, zakaj smo prišli v to skupino, in zadnji dan pa resnično hvaležnost. Od prvega dneva, da smo se odločili iti na obred, mislim na ta treatment, na retreat, 5-dnevni retreat, potem kaj smo doživeli, kakšno vide smo dobili skupaj z našimi sodelavci, ker to bomo sodelavci. Ja, ali pa drugimi. Kako bi rekli, soudeleženkami ali pa soboginjami, našimi sestrami. In to sem pa prepričana, da boste prišli drugače. Definitivno. Ker tudi recimo, ko greš na kakšen obred in prideš domov s polno uvidov. In če ti nimaš nikogar, ki bi te peljal čez te uvide, da bi ti razložil, kaj to pomeni, nekako dal v celoto, je lahko to brez veze, ne? Točno to. In brez veze. In tukaj bojo pa imeli tebe, bojo imeli Danja, bojo imeli šamane in tu delo v skupinah, da bodo lahko razumeli, da bojo imeli čas tudi za te uvide, ne? Šamanov ne bo potrebe več, ker šamane bomo imeli med obredi, potem bojo pa imeli na koncu, zadnja 2 dni bojo delali izkušnjo z menoj, ne? Pa v skupini. Delali bojo z menoj zaradi tega, ker takrat je čas, da grejo vase in da konkretno tisto, kar so dobile, pogledajo, kako lahko implementirajo v življenje. Na nekaj lahko spravimo v 1. mesecu, nekaj lahko spravimo v 1 letu, nekaj pa v 1. tednu, ampak veliko stvari bomo že imeli pripravljeno, da vemo, kako nastopati naprej na svoji življenjski poti. Ali opaziš, da velikokrat ljudje dobijo en kup nekih uvidov, pa jih pa potem ne vejo, kaj z njimi narediti? Sej to je to. To je predvsem zaradi tega, ker peljem ljudi na obred, ker je 3-dnevni obred, rečem, da jim vedno manjka, da jim zmanjka 2 dni skupnega, pa 1 dan pred tem, pred priprave. No, in zdaj je to ta del. To je zdaj ta del. Konkretno, zdaj sem že v 2 letih, bom tako rekla, toliko utečena, da tudi vem, kaj deluje, kaj ne deluje, kaj resnično odpreš tiste, veste, najbolj močne zidove. Tako da, jaz se resnično veselim in se veselim, da bo toliko veliko prebojev narejenih pri ljudeh, da so to tako močne preobrazbe, da si sami res rečejo hvala, da sem si dovolila pogledati vas. Bo pa to obred ljubezni, ne? Dajmo še pustiti malce to odprto? Ne, presenečenje, ker se šamani pogovarjamo, delamo na tem, to tudi skupaj preverjamo, kaj je najboljše. Tako da, to bo presenečenje, verjamete pa, da bo zelo dobro za vas. In skratka, ko bodo dobile vse te uvide in ko boste vi to razložile, pridajo druge ženske po 5 dnevih, ne? Ja, tako. Ja, in takrat je pomembno, da to začnejo potem živeti. Ne? Da to ne ostane nekje v zvezku zapisan, ampak da so hvaležne čisto za vsak premik, ki so ga naredile. Jaz sem prepričana, da bo že tam hvaležne. One bo še prvi dan hvaležne. So se sploh vzeli čas? Ja, ampak tiste, ki me že poznajo, z mano se proces začne že po mojem prvem telefonskem klicu. Že bomo delali na tem. Tako da, dragi moje, jaz bi mogoče v tem delu res nagovorila, pa še povedala afirmacijo, katero sodi, oziroma to me bo tako Eva peljala. Pa vajo imela še, ja. Vajo, ki je zelo pomembna. Ni vse denar. Ni vse bogatstvo. Ni vse dobra pozicija v službi. Nič nam to ne koristi, če nimamo notranjega miru. Nič nam ne koristi, če bežimo od sebe, če se ne upamo soočiti s resnico, v resnici, kdo smo. In vem, da z mano je malce zahtevno, zato ker sem sama do sebe tako zahtevna, sem pa prepričana, da čisto vsaka, ki je pa z menoj, je pa danes boljša oseba, bolj predana, bolj zvesta sebi, bolj se čuti vredno, in da danes živi srečno življenje in da je ponosna na to, kdo je. To meni, da se ima resnično rada. Tako da pridite tiste, ki se upate iti z mano na to potovanje, krasno vam bo. In ne samo, da bo vam krasno, bo krasno tudi vaši bližini. Tako, Evo, Eva, in sodelavcem, ja. Tako, zdaj pa tebi prepuščam. Ja, ker družina so tudi sodelavci, včasih preživimo več časa z njimi, kot pa svojimi domačimi. In sedaj predlagam, da poveva najino mesečno afirmacijo, ki je ključ do nagrade. Točno to. Afirmacija se glasi: pripravljena sem se soočiti z resnico in se odpreti ljubezni.
Tako, in jo vidite tudi izpisano na ekranu. Izpišite jo v komentar. Tanja bo izžrebala nagrajenko v četrtek v svojem live. Tako. Sedaj pa še nagrada. Nagrada pa je... Si že povedala, pa bova še enkrat osebni coaching. To pomeni, da tista, katera... Ampak se to je v redu. To je v redu, da vidite, da smo živi. Nagrada je osebni coaching. Dotaknili se bomo s tisto, katera bo prav čutila izziv, da sploh vidim, da bomo odprli Pandorino skrinjico in videli, kje je potrebno začeti delati. In kaj jim onemogoča, da začutijo to ljubezen do sebe. In še vajo imava pripravljeno. Vaja, katera se pa glasi, pa ponavljate. 3 tedne, vsak dan. Jaz predlagam, ker konkretno si zastavite neko uro, da vas opomni. Super. In potem samo vprašanje, 2 vprašanja so. Kdo sem in kaj si želim? Kdo sem in kaj si želim? Zakaj je ta vaja dobra? Zaradi tega, ker včasih je naša duša, in telo, oziroma so toliko razstavljeni, da je potrebno nekako skupaj sestaviti in v resnici videti, a res delate to, kar želite, a res čutite to, kar čutite, oziroma a ste na pravi poti. In ravno to si pa Tanja zelo lepo pisala tudi v svoji knjigi, pa bi zdaj prebrala o tem, kaj si želimo v resnici, kaj so naše resnične, pristne želje in kaj so naučene. Tako da na strani 118, sedaj verjamem, da jih imate knjigo že večinoma doma, je pa, poslušajmo, spoštujmo v vsakem tisto, kar ima rad. Kaj je tvoje, prav tvoje? Ni pravih in napačnih želja, so le pristne in naučene. Najdi svoje pristne, ne išči stvari in storitev, s katerimi bi se rada pohvalila pred drugimi. Potrošništvo je zgrajeno na psihologiji, da ponujajo stvari in v nas ustvarjajo lažno potrebo po nekem izdelku, tudi luksuzu. Pusti to, to te ne bo zares osrečilo. Najdi stvari, ob katerih ti zaigra srce in te osrečijo, tudi če nihče ne ve zanje. Morda samo še za konec, Tanja, kaj je tisto, kar tebe res osreči? Pa da nima veze, je to jutranji hrib s kužkom? Aha, to je zelo dobro, ker zdaj sem razmišljala, kaj mene osreči. Mene že osreči najin pogovor. Mene osreči še zjutraj, ko se zbudim. Osreči me moj ritual. Dejansko pomembno je najti majhne pozornice, majhne pozornosti, da ti postanejo čarobnosti hvaležnosti. Tako da poskušamo najti majhne stvari in z tega narediti veliko, veliko ljubezni. Kakšna lepa iztočnica za konec, glede na to, da je čas dopustov. Tudi vi razmišljajte o tem, kaj so res vaše pristne želje in katere so naučene želje in želje drugih. Točno. Tako, lep dopust, se vidimo avgusta. Krasno. Mi se pa veselimo, da se bodo tisti, kateri resnično želijo pogledati vase, spoznati ljubezen do sebe, družili z mano od 16. septembra do 20. septembra.